Slovensko zvezo, ne, na današnjem kongresu ste bili izvoljeni z večino glasov. Kaj boste, v bistvu, kakšna je vaša agenda, kakšen je vaš program, kaj boste delali? Najprej bi se zahvalila za zaupanje vseh delegatk. Prepričana sem, da bo ta novo izvoljen tim dobro deloval, nadaljeval dobro delo prejšnjega tima. Morda v nekaterih stvarih temo celo malo drugače zastavil ali izboljšal. Želim si predvsem povečati članstvo ženske zveze, ker sem prepričana, da bomo skupaj imeli še več idej, delovati po celi Sloveniji, imeti predstavnice, dobre sodelavke v vseh regijah, da bomo lahko skupaj dobro delali cel čas, ne samo, ko rabijo žensko kvoto. Kako pa ocenjujete vlogo žensk v političnih strankah, mogoče ljudski stranki, oziroma kako gledate na vlogo žensk v politiki v bistvu? Mislim, da se stanje glede na preteklo obdobje izboljšuje, da je več žensk v politiki, da je več žensk na vidnih mestih, še vedno pa premalo. In si želim to razmerje nekako izboljšati. Seveda, nihče drug ne bo tega naredil, če ne bomo same. Ste bili razočarani, ker Hillary Clinton ni dobila na ameriških volitvah, ali ste pričakovali zmago Trumpa? Nisem pričakovala zmage Trumpa, ampak so imeli težko nalogo, ker dejansko noben izmed obeh kandidatov ni bil dober kandidat. Dobro. Mogoče še, kako vidite perspektivo Slovenske ljudske stranke, glede na to, da bo v bistvu verjetno volitve redne leta 2018? Jaz sem prepričana, da se je v tem času, ko smo bili izven parlamenta, še bolj začutilo v javnosti pomanjkanje prisotnosti Slovenske ljudske stranke v parlamentu, da morda tudi tisti, ki prej niso bili najbolj na naši strani, nas zdaj pogrešajo. Sem prepričana, da bomo znova stopili v parlament in to ne z minimalnim številom poslancev. Hvala lepa. Hvala vam.